Rešili bomo nekaj nalog iz deliteljev in večkratnikov. Začnimo kar pri prvi nalogi. Ugotovi, ali velja trditev, da u plus 2 deli 3u kvadrat minus 3uv minus 6v kvadrat. Zdaj recimo, številka 3 deli številko 12. Zakaj? Zato, ker lahko 12 zapišemo kot 3 krat 4. In ko enkrat dobimo, da je to število večkratnik tega števila tukaj, lahko rečemo, da število deli. To pomeni, da bomo zdaj tudi to tukaj razstavili, ta izraz, in upali, da na koncu dobimo en faktor u plus v. No, pa poskusimo razstaviti. 3u kvadrat minus 3uv minus 6v kvadrat lahko izpostavimo od vseh trojko. In nam ostane u kvadrat minus uv minus 2v na kvadrat. Zdaj, ker je tukaj u, vemo, da je na prvem mestu u. In drugem oklepaju tudi. Tukaj je pa 2v kvadrat. Zdaj, ker je predznak minus, je enkrat plus, enkrat minus. 2v kvadrat pa bi dobili, če bi zmnožili 2v pa v, ker 2v krat v je 2v na kvadrat. Glede na to, da piše minus uv, mora biti torej večji tukaj. Zdaj 2v je sigurno več kot v. Napišemo tukaj 2v, tukaj v. Še poskusimo. U krat u je u kvadrat, u krat minus 2v je minus 2v, plus uv je minus uv in v krat minus 2v, 2v kvadrat. Tukaj smo zdaj dobili faktor u plus v, se pravi tega, ki smo ga iskali, in s tem smo dokazali, da ta trditev velja. Druga naloga, poišči vse delitelje tega izraza. Zdaj, če iščemo delitelje nekega števila, recimo števila 12, ga razstavimo na prafaktorje in potem so delitelji, koliko jih je? Ja, ker je 12, 2 na kvadrat krat 3, je vseh deliteljev 2 plus 1 je 3, tukaj bo pa 1 plus 1 2, 3 krat 2 je 6, se pravi vseh deliteljev bo 6. Zdaj vemo, da je tukaj 1, vemo, da je tukaj celo število, pa so pa kombinacije, recimo število 2, pa 3, zdaj 2 krat 2 je 4, 2 krat 3 je 6 in tako dobimo vse delitelje. Podobno bomo naredili tukaj, samo da bomo zdaj število b na 3 minus 27 ne razstavili na prafaktorje, ampak razcepili, razstavili, faktorizirali, se pravi zapisali kot produkt stvari, ki jih ne moramo več razstaviti. 27 vemo, da je 3 na 3, zato bomo kar uporabili formulo za razliko kubov. A na 3 minus b na 3. To je a minus b krat a kvadrat plus ab plus b na kvadrat. Naš a je b, namesto b napišemo 3, potem pa prvi na kvadrat, se pravi b na kvadrat, ostane produkt, pa plus, plus 3b in plus 3 na kvadrat je 9. Zdaj, tukaj vidimo, da sta samo dva faktorja, vsak je na 1, to pomeni, da bo skupaj deliteljev 1 plus 1 je 2, krat 2, skupaj 4 delitelji. In lahko napišemo delitelji izraza b na 3 minus 27 so, in si že pripravimo 4. 4 črte in zdaj bomo tukaj pisali. Prva je sigurno 1, zadnji je cel. Ker sta samo 2, bomo zdaj še samo vsakega posebej pripisali od teh delčkov, ki smo jih dobili pri faktoriziranju oziroma pri razstavljanju. In naloga je rešena. Katero število da pri deljenju 27 količnik 30 in ostanek 12? Zdaj, tukaj je najboljše, da si kar napišemo kot tako čudno enačbo. Koliko deljeno 27 je količnik 30 in ostanek 12? Zdaj, če ne vemo, kako bi po osnovnem izreku o deljenju, ki ga bomo tukaj uporabili, to zapisali, si napišemo še malo lepši račun. Recimo
15 deljeno 6 je 2 in ostane 3. Zdaj, to je zapis, iz katerega težko kaj ven dobimo. Lahko bi pa namesto tega po osnovnem izreku deljeno napisali, da je 15 enako 6 krat 2 plus ostanek. Tako, to je za pomoč. Če pogledamo, kaj je tukaj namesto 15, ker lahko se kar vzgori napišemo isti račun, ne? 15 deljeno 6 je 2, ostane 3, ne? Takoj vidimo 15, torej to število, ki ga iščemo, je 6 krat 2, to pomeni 27 krat 30 plus 12. In zdaj brez težav to izračunamo. 3 krat 27 je 60 plus 21, 810 plus 12. To pomeni, da je to število 8022. Določi največji skupni delitelj in najmanjši skupni večkratnik izrazov. Zdaj, če se zopet spomnimo na števila. Če imamo recimo prvo število, da je to 3 na kvadrat krat 2 krat 5 na 3, pa drugo število 3 krat 2 na 3 krat 5 na 4, pa tretje število 2 na 4 krat 3 na 3 krat 7. Kaj bomo vzeli za skupni delitelj, največji skupni delitelj? Vse tisto, kar je pri vseh. Recimo, dvojke se pojavijo pri vseh, ampak pri vsakih se pojavi največ ena dvojka. Se pravi, vzamemo tisto na najmanjšo stopnjo, 2. Potem trojke se tudi pojavijo pri vseh in najmanjša stopnja je tudi tukaj samo 1, 3 na 1, druga se pa ne ustavi, to bi bil delitelj. Večkratnik bi pa vzeli vse, kar se pojavi na največjo stopnjo, torej 2 na 4, 3 na 3, pa 5 na 4, pa še 7. Okay. Zdaj, če to pravilo vemo, zdaj vemo, da moramo vse te izraze razstaviti in pogledati, kaj dobimo. Y kvadrat minus 9 je y minus 3 krat y plus 3. Več ne moramo razstaviti. Razlika kvadratov, ker vemo, da je 9 3 na kvadrat. Potem y kvadrat minus 6y plus 9 lahko po vijetu razstavimo. Sicer je to y, tukaj tudi y, ker je produkt plus 9 sta obakrat minusa in številki 3. To bi lahko zapisali tudi kot y minus 3 na kvadrat. Podobno kot je bilo tukaj, ne vem, 2 na kvadrat napisano. Potem je še zadnji, y na 3 minus 27, zopet 27 je 3 na 3 in je to razlika kubov, se pravi a minus b, to je y minus 3, krat prvi na kvadrat plus prvi krat drugi plus drugi na kvadrat. Če nas zdaj zanima največji skupni delitelj, d vzamemo tisto, kar je pri vseh. Kaj pa je pri vseh? Pri vseh je y minus 3 in sicer na 1, na najmanjšo stopnjo. Y minus 3. Ko nas pa zanima najmanjši skupni večkratnik, pa damo vse na največjo stopnjo. Zato se bo zdaj pojavil y minus 3 na kvadrat, ta je pri vseh, ostala nam še tukaj y plus 3, in še tukaj y kvadrat plus 3y plus 9. Se pravi, vse različne pomnožine. Eto, zdaj pa določi večkratnik skupni, tukaj ne bo večjih težav, razstavimo vsa števila na prafaktorje. Deljeno z 2 je 2, 5, 2, še enkrat, je 1, 2, 6, pa še enkrat, je 63, pa lahko delimo s 3, pa je 21, pa delimo s 3, pa je 7, pa 7, pa 1. In napišemo, ne? 504 je torej 2 na 3 krat 3 na kvadrat krat 7. Potem imamo 672, zopet delimo z 2,
dobimo 3, 3, 6, delimo z 2, je 1, 6, 8, delimo z 2, je 84, delimo z 2, je 42, delimo z 2, 21, delimo s 3, je 7, pa 7, pa 1. Se pravi, število 672 lahko zapišemo kot 2 na 1, 2, 3, 4, 5, krat 3 krat 7. Potem je pa 756, zopet delimo z 2, je 3, 7, 8, delimo z 2, je 1, 8, 9, tole se deli s 3, je 6, 3, 63 delimo s 3, dobimo 21, delimo s 3, dobimo 7, delimo 7 in 1, se pravi 756 je pa 2 na kvadrat krat 3 na 3 krat 7. In zdaj samo pogledamo, kaj je skupnega. Sedemke so povsod, trojke so povsod, najmanjša je 3 in to bo skupni delitelj, in dvojke so povsod. Zdaj nas zanima, kaj je skupni večkratnik, zato zapišemo, da je pač večkratnik teh števil enak. Zdaj pa na največjo stopnjo pri večkratniku, torej 2 na 5, 3 na 3 in 7. Če bi še kje bila kakšna samo v enem, bi tudi tisto še napisala. S pomočjo Evklidovega logaritma poišči največji skupni delitelj. Zdaj tukaj si pomagamo z osnovnim izrekom o deljenju. To pomeni, da napišemo 153 je nekajkrat manjše število plus ostanek. Kolikrat? Enkrat, lahko zraven izračunamo, koliko je, odštejemo, lahko s kalkulatorjem, lahko ročno, 6 plus koliko je 13, 7, 1 dalje, 5, se pravi, ostane 57. In zdaj to število napišemo na začetek, to pa na to mesto tukaj. Zopet, koliko krat 57 plus ostanek. Je zopet enkrat, 57 odštejemo, kar smo že porabili, ostane 9, 39, potem zopet 57, ko napišemo na prvo mesto, je nekaj krat 39, zopet odštejemo 39, dobimo 18, pa nadaljujemo, pa napišemo na prvo mesto številko 39, je nekaj krat 18, plus ostanek, to je 2 krat 18, ostane številka, se pravi, to je 36, 3, pa zopet 18, ko sem, je nekaj krat 3 plus ostanek, in to je 6 krat 3 plus ostanek, ostanek je nič, in zadnji od nič izredičen ostanek, to je pa največji delitelj števil, se pravi 153 in 96. Tako. Določi takšno števko A, da bo to število deljivo z 9. Zdaj, kdaj je število deljivo 9? Takrat, ko je vsota števka deljiva z 9, se pravi 9 mora deliti 3 plus 4 plus 5 plus A plus 2 plus 1. To seštejemo, to je 9, plus 3 je 12, plus 2 je 14, plus 1 je 15, se pravi, iščemo, da bo 15 plus A deljivo z 9. Zdaj z 9 so deljivi števila, ki so večje od 15, so recimo 18, za ta primer pa mogo biti A enak 3. Deljivo je tudi 27, to bi bilo naslednje število, ki je deljivo z 9, ampak 15 plus 12 je 27, števka pa ne more biti večja od 9. Zato je naša rešitev samo A je 3. Pa zopet takšen A, da bo 6 delilo to število. Zdaj 6 deli takrat, ko deli, 6 je 2 krat 3, 2 tuji števili, če pomnožimo, torej more 2 deliti število 2, 3, 5, A, 6A in 3 more deliti to isto število.
Zdaj 2 bo delilo takrat, ko bo ta A enak 2, 4, nič tudi lahko, pač kjerokoli sodo število. To so možni kandidati. In zdaj poglejmo še za 3 je pa zopet seštevek. 2 plus 3 je 5, plus 5 je 10, plus 6 je 16, A plus A je pa 2A. Zdaj iščemo, kdaj 3 deli 16 plus 2A. Če bi vstavili ničko, je to 2 krat nič, je to 16 ni. Če vstavimo dvojko, 2 krat 2 je 4, plus 16 je 20 ni. Štirko, 2 krat 4 je 8, plus 16 je 24 in to deli. Se pravi, štirka je v redu rešitev. Poskusimo še šestko. 6 krat 2 je 12, plus 16 je 28 ni. In 8 krat 2 je 16, plus 16 ni. Torej, edina rešitev A je 4. Še tukajle imamo 24 vrtnic, 32 pšeničnih klas in 40 marjetic. Iz teh rastlin želimo narediti enake šopke. Če hočemo narediti enake šopke, bomo mogli razdeliti na enako število 40, 32, 24. To pomeni, da bomo v bistvu mogli poiskati največji skupni delitelj teh števil. No, koliko je? Zdaj lahko tudi na pamet ugotovimo. 24 je 3 krat 8, 32 je 4 krat 8, 40 je 5 krat 8, lahko pa z razcepom naprav faktorjev, vsekakor največji delitelj je 8, to pomeni, da bomo naredili 8 šopkov. Koliko jih lahko naredimo? 8. In kaj bo vse v enem šopku? Zdaj pa kar 24 deljeno z 8, bomo vedeli, koliko bo vrtnic. Se pravi, 3 vrtnice. Potem 32 deljeno z 8 je 4 klasi pšenični. In 40 deljeno z 8 je 5, torej 5 marjetic. To sestavlja naš en šopek, šopkov bo pa 8. Marko, Aleks in Jan trenirajo na krožnem stadionu. Ob 8 so vsi na startu, začnejo teči. Marko za en krog potrebuje 9 minut, se pravi eden za 9 minut, bo po 9 minutah tukaj, naslednji bo po 18 minutah tukaj in tako naprej. Aleks potrebuje 12 minut, se pravi, on bo tukaj po 12 minutah, pa potem po 24, večkratniki števila 12 in Jan po 15, se pravi, tukaj bo po 15 minutah, po 30. Takoj vidimo, da iščemo skupni večkratnik, kajti vprašanje je, koliko bo ura, ko se bodo ponovno srečali na štartu. Torej iščemo najmanjši skupni večkratnik od 9, 12, 15. Zopet si lahko pomagamo z razcepom naprav faktorje. 9 je 3 na kvadrat, 12 je 3 krat 4, se pravi 3 krat 2 na kvadrat in 15 je 3 krat 5. In zdaj 3, 3, 3, 3, to združimo, je 1 trojka, pardon, 3 na kvadrat, ker je tukaj na kvadrat, pa krat 2 na kvadrat, krat 5, skupni večkratnik torej, ne? In je to 9 krat 4, krat 5, je to 9 krat 20, 180 minut, kar je ravno 3 ure. To pomeni, koliko bo ura, če so štartali ob 8 zjutraj, bo takrat ura 11. 8 plus 3 je 11. In še zadnja naloga. Števili A in B sta tuji. Zdaj, če sta tuji, to pomeni, da je največji delitelj 1. Kateri števili sta lahko to, če veš, da je njun najmanjši skupni večkratnik? Se pravi, najmanjši večkratnik od A in B mora biti 63. Tukaj bomo uporabili to formulo, da je produkt delitelja in najmanjšega večkratnika vedno enak A krat B. Če mi vemo, da je največji delitelj 1, to vemo zato, ker sta tuji, in večkratnik 63, to pomeni, da mora biti to A krat B. To je lahko recimo 7 krat 9. Števili 7 in 9 sta tuji števili in produkt je 63. Ne more biti recimo 3 krat 21, to zato, ker je skupni delitelj od 3 in 21 3, kar pa pomeni, da delitelji števili nista tuji. Tako.